Otroci s fotoaparati, ki iščejo zanimive motive, vsekakor niso vsakdanji prizor v naših vrtcih. V vrtcu Tezno pa se to dogaja že 3. leto. Začelo se je, ko je njihova mentorica pri svojem delu začela uporabljati tudi fotoaparat in so otroci to opazili. Seveda jih je to začelo zanimati in sem jim večkrat ga ponudila in videla, da oni delajo nekaj na res neki poseben in izviren način. Njihova perspektiva, pogled skozi fotografski aparat je drugačen in to me je začelo v bistvu zanimati. No. In sem začela raziskovati, kako naprej in se je porodila ideja o tem projektu. V roki imaš fotoaparat, kako bi nekomu razložil, kaj se z njim dela? Da se slika z njim. Kako pa? Kaj ima vse fotoaparat, katere dele? Gumbe. Kateri je najboljši? Tale. Ki dela kaj? Slika. Najpomembnejši gumb. In kaj najraje slikaš? Najraje slikam sebe. Sebe? Kako to? Ko obrneš fotoaparat, pa sebe slikaš. Drugi mentor prihaja z Zavoda za fotografsko terapijo, ki dejansko pomaga ljudem, da se izrazijo tudi s pomočjo fotografije. Mi vedno prek fotografije pripovedujemo svojo zgodbo in vsak od nas, čeprav smo na isti lokaciji, v istem času, bo vedno povedal svoj odtenek zgodbe, svojo perspektivo. In vedno bo ta zgodba emocionalna in bo hkrati pravilna. Kaj ste pravzaprav vi pričakovali, ko ste začeli s tem projektom? Ali so vas otroci na kak način presenetili? Ja, zagotovo. Skozi ta fotografski aparat čist na svoj način dojemajo ta svet, ga znajo, bom rekla, ko vidijo fotografijo, ko jo naredijo, jo znajo brati in opisati na čist nek svoj način. Slikam pač. Stvari smo zdaj slikali zimo, pomlad, jesen, pa od blizu smo zdaj slikali. Danes ste pa slikali črte. Ja. Kje si jih našel, kako si jih našel? Palca je črta, pa drevo je črta, veja je črta. Včasih ne moramo verjeti, da lahko nastanejo takšne fotografije na tako hiter način, kot se oni gibljajo po prostoru. In škoda je to mogoče res, da kasneje, v procesu nadaljnjega vzgoje in izobraževanja, da to malo se prepusti bolj besedi in pa pisani besedi in govoru, da se ta vizualna kreativnost pač gre v nek drugi plan. Cilji niso zastavljeni samo tako, da bi šli zdaj fotografijo kot medij, ampak so tudi pedagoški cilji, torej kjer gre, da se krepi samozavest, da dobivajo skozi fotografijo, ki naredijo svojo potrditev, da zmorejo, da lahko nekaj naredijo. Ko jaz slikam, je najboljše, kakšna slika je. Rad fotografiraš? Ja. Zakaj? Zaradi tega, ker lahko tako lepe stvari ven nastanejo. Ko smo v Lopinici jesen slikali, pa mi je bilo to najlepše, ker so bili listi, barvni, pa smo drevesa slikali, pa je tako lepo ven prišlo, ko je bila jesen. V projektu sodeluje 17 otrok in če bi radi videli še več njihovih fotografij, ste dobrodošli na razstavi konec maja v vrtcu Tezno. Do takrat pa bi vam radi povedali samo še tole. Kaj se ne bi imeli, jadi, jadi, jadi.